Na enem od gričev v Slovenskih goricah je lastnik na strehi zgradil lastno sončno elektrarno in postal energetsko samooskrben. Idilično hišo obdajajo še pašnik, hlev in naravni plavalni ribnik. Na enem izmed gričev v Slovenskih goricah stoji lesena hiša, ki svoj navdih jemlje iz pokrajine in iz življenja domačinov. Sodobni pridih pa ji dajejo velika okna in številni zanimivi detajli. Gospod Kager, ste na tej idilični točki, kjer danes stoji vaša hiša, živeli mogoče že prej kot otrok ali ste zemljišče kupili? Ne, mi izhajamo iz Maribora. Tu je stala ena hiša, tipična hiša iz konca 50-ih let. En mali ostanek tistega originala je ostala tista preša, ki imamo danes letno kuhno. Leta 2000 sta zakonca Kager kupila parcelo v mirnem zelenem okolju med Mariborom in Ptujem. Za začetek sta nekoliko obnovila staro hišo, leta 2013 pa sta na 400 metrov visokem griču zgradila nov stanovanjski objekt. Kaj pa je vplivalo na obliko vaše hiše oziroma tudi ostalih objektov na parceli? Recimo, zakaj se niste odločili za kubusno obliko z ravno streho? Saj zavedam se, da sem na obrobju Slovenskih goric. Malo naprej se haloze začnejo, se pravi, da s to ravno streho tu nimaš kaj iskati. Tudi urbanistični pogoji so narekovali, rečemo, ta podolgovat pravokotnik s termostreho dvokapno. Talni ogrevalni sistem poleti prevzame funkcijo hlajenja. Takrat v tleh vzdržujejo temperaturo 22 stopinj Celzija. Klimatskih naprav ne potrebujejo, saj za hladen in svež zrak poskrbi kontrolirano prezračevanje z rekuperacijo. Kdaj ste se odločili za fotovoltaiko oziroma mogoče, če majčkeno poveste, kakšne so vaše izkušnje z njo? Odločitev za fotovoltaiko, ta je zorela že leta, odkar je pač ta fotovoltaika prišla na sceno, kot bi temu rekli. Vedel sem, da bomo to delali, da bom to postavljal. Smo pač postavili samo tiste nujne vode, da ne bomo strehe razkrivali takrat, ko bomo to delali. Čakali smo na pravi moment, da bo to zrelo in to se je potem lani tudi v Sloveniji sprostilo, ko je prišlo do te sheme tako imenovane samooskrbne elektrarne, če po domače povem. Če pogledaš iz pravega zornega kota, jaz pravim, da je ta investicija zastonj. Tistih 10 000 ne smeš gledati kot investicijo, ampak si vzami posebej čisto ločen kredit, da boš to plačeval. Ker ali boš plačeval vsak mesec, ne vem, 100 evrov štroma, ali pa boš plačeval 20 evrov pa 80 evrov, tja pa si na istem. Subvencija, ki jo dobiš od države, ti pa ravno obresti pokrije. Gospod Kumer, zakaj graditi lastno sončno elektrarno in na ta način postati energetsko neodvisen? Investitorji se odločajo za lastno sončno elektrarno z razloga postati torej energetsko samooskrben, hkrati seveda tudi na nek način neodvisen od gibanja cen električne energije na trgu, ki lahko omenim na tem mestu, da so se v zadnjih 10 letih cene dvigovale povprečno 4% za končnega uporabnika, kar pomeni, da seveda tudi v prihodnje pričakovati ta trend rasti cene električne energije in z sončno elektrarno torej ta dvig cene električne energije eliminiramo oziroma ga izničimo. Naredili smo tudi izračun in sicer upoštevali smo vse stroške, ki jih sončna elektrarna v 25 letih prinese za seboj in na drugi strani vso energijo, ki je ta elektrarna v tem obdobju proizvede, in izračunali, da je cena električne energije v 25 letih za končnega uporabnika celo do 2,5-krat cenejša, kot pa jo danes plačujejo gospodinjstva, vkolikor seveda morajo kupovati električno energijo iz električnega omrežja. Kako veliko površino pa potrebujemo recimo za lastno sončno elektrarno? Za 1 kW sončne elektrarne potrebujemo na strehi površino minimalno 6 kvadratnih metrov, kar bi pomenilo ob velikosti elektrarne 10 kW, naprimer, da potrebujemo na strehi torej vsaj 60 kvadratov površine. So za investitorje na voljo kakšne subvencije? Da, Ekosklad za gospodinjske odjemalce, torej za investitorje, ki se odločajo sončno elektrarno namestiti na svojo stanovanjsko ali eno- ali dvostanovanjsko hišo,
na voljo torej nepovratna sredstva v višini 180 evrov po inštaliranem kilovatu, kar pomeni za elektrarno velikosti 10 kW prejme investitor 1800 evrov nepovratne vzpodbude. Tako da sam postopek kot tak ni zapleten, ves ta postopek speljemo seveda sami in za investitorje potrebujemo zgolj pooblastilo, tako da jim olajšamo vse to delo. Je za gradnjo lastne sončne elektrarne potrebno gradbeno dovoljenje oziroma kakšne druge vrste soglasje? Torej, samo gradbeno dovoljenje za postavitev sončne elektrarne, vkolikor se le-ta postavlja na streho objekta ali na streho recimo nadstreška, ni potrebno, saj se uvršča postavitev lastne sončne elektrarne med investicijsko vzdrževalna dela, je pa potrebno pridobiti pri pristojnem elektrodistributerju soglasje za priključitev takšne naprave. Na kaj pa morajo biti recimo pozorni investitorji, ko se odločajo za ta korak? Investicija v sončno elektrarno je naložba za naslednjih 25-30 let. Torej, glede na to, da traja sam postopek izgradnje sončne elektrarne med 60 in 90 dnevi, priporočamo investitorjem v sončno elektrarno, da si na tej poti zagotovijo oziroma izberejo ponudnika, ki bo jim, bom rekel, stal ob strani, jih suportiral in seveda vgrajeval opremo, ki ima ustrezne certifikate. Bliža se poletni čas, to je ponavadi takrat, ko nas lahko tudi preseneti kakšna nevihta. Lahko toča, na primer, poškoduje sončno elektrarno. Torej, moduli so testirani na premer kroglice 2,5 cm, torej velikost nekje oreha, in z hitrostjo 155 km/h se izstreli ta kroglica v sam modul in te seveda mora modul prestati. Tako da je strah pred poškodbami zaradi toče v bistvu odveč. Naj ponazorim, da smo v letu 2016, ko je v Mariboru in okolici padala zelo velika toča in so bila poškodovana številna vozila, dejansko nismo zasledili nobene škode na samih sončnih elektrarnah. Sprehodimo se še po notranjosti. Zakonca Kager sta razmišljala, da bosta v zrelih letih potrebovala zgolj pritličje. Ker je hiša zasnovana z dvokapno streho, se je v podstrehi samodejno ponudil prostor za mansardo. V njej so nastali galerija, kopalnica in privlačni sobi za goste ter vnuke. V pritličju pa so nanizani tisti prostori, ki jih človek potrebuje za vsakodnevno bivanje. Po pomladanskem čiščenju se brez dodajanja sredstev za vzdrževanje vode v biološkem bazenu vzpostavi naravni krogotok. Tako voda kmalu postane vabljiva za kopanje in poletno osvežitev. Imate pa kar nekaj živali tudi, ne? To pa je posebej zgodba, ja. Žena je za Abrahama dobila od prijateljic 2 kozi. Potem se je zgodil ta grajenščak, ker smo prišli do prvega hleva, se je to sem preselilo. Sin je iz Kongote, iz Svečine, pripeljal mladega konja, žrebca, ko je včeraj slišala, da bo šel v klobase, ne, to pa ne, in tako sem prišel do konja. Ker pa konj ne more biti sam, smo še enega zraven dali, ne. Konjema in kozama se je pridružil kozliček, ki je urno poskrbel za podmladek. Življenje lastnikoma popestrijo tudi mačke in 2 psa. Bazen pa je v vrt privabil tudi glasne regice. Tako da večeri tam do 10. ure so prav pestri. Živahni, ja. Pol pa so kar kulturne, pa lepo se umirijo pa zaspijo.